23. praznujemo Svetovni dan knjige. In danes o meditaciji učitelja, ki jo dobite povsem brezplačno, vsi gledalci, gledalke, boste ugotovili na kakšen način. Predstavili vam bomo najbolj priljubljene knjige, je pa res tudi to, da si lahko danes, jutri, vsak dan privoščite kakšno dobro knjigo in seveda domači čaj. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Ja, evo, napredki tudi v drugih medijih, ne samo v oddaji Klepet ob kavi. Moje ime je Jasmina in to je oddaja za zdrav življenjski slog. Raziskujemo vse tiste stvari, ki so v življenju zares nekaj vredne in podajamo različne nasvete. Smo pa ugotovili, da ima takšno poslanstvo tudi revija Sensa, revija za srečnejše življenje, v kateri pa so objavili čudovit članek Marije Ane Kolman, in sicer o laseh. Kar na večjih straneh so se razpisali in absolutno krasen članek, ki ga torej lahko preberete v aktualni številki revije Sensa. Sicer pa moj namen danes in ta trenutek je, da vas spodbudim. A veste k čemu? K branju knjig, ker to je prav zares nekaj najbolj neverjetnega, nekaj, kar bo zavedno obstajalo, ne? Pa so rekli, ne, knjige bodo šle v pozabo, pa bomo sam še neke tablice, pa to. Ni res, tukaj ti lahko da knjiga, ti ne more dati dejansko nobena druga stvar in knjige spreminjajo naša življenja in ravno zaradi tega je tako zelo pomembno, da beremo. Je pa branje odlično, sploh preden zaspite, na takšen način tudi umirite svoje telo in ga pripravite dejansko na spanec. Torej vsaj 1 uro, jaz imam tak izraz golden hour, zlata ura, 1 ura pred spanjem, torej nobenih ekranov in to je popoln čas dejansko za branje knjig. Smo pa naše goste spraševali ravno to, katero fajn knjigo so kaj nazadnje prebrali in bi seveda z nami želeli deliti le to. Poglejmo, kaj so odgovarjali. Lahko rečem, ne prebram, ampak katero berem in to že lahko rečem, da skoraj 1 leto, eno debelo buklo berem, to je Helena Petrovna Blavatsky, Razkrita Izida. Je bolj filozofska, religijska, zgodovinska in tako naprej. Ni mogoče beletristika, ampak človeka potegne v en svet, ki ne samo, da je drugačen, je bolj smislen, bolj urejen. In zaradi tega, ne vem, ni nažalost prevedeno v slovenščino, ampak priporočam za vse tiste, ki iščejo nekaj globljega, nekaj bolj logičnega in povezanega v tem svetu. Od beletristike, mogoče tisto, evo zdaj je šla ena knjiga Modrost indijancev, kjer so indijanci njihove besede, njihove misli, ki so podane na tak način, da to ni poezija, deluje kot poezija. Ampak ni poezija, je vsakdanje življenje. Prav nazadnje sem prebrala angleško knjigo The Million Decision, ki jo je napisal pa Slovenec Robert Rolih in govori o tem, kako plasirati denar in kam ne, da ga ne izgubimo. Nazadnje sem prebrala knjigo gospe Eve Škobal, Čuječnost, ker si pač to skladala s tem, kar se v zadnje čase počnem in ker sem bila na konferenci. Trenutno to najbolj zanima. Nad vse radi pa beremo tudi vaše komentarje, ki jih puščate preko Facebooka in seveda tudi preko naše elektronske pošte info@klepetobkavi.si je tisti ustrezen naslov. Sicer pa želim vam prebrati nekaj, kar je mene osebno zelo ganilo, premaknilo, zato sem to tudi vključila v knjigo, ki govori o tistih stvareh, ki so v življenju resnično nekaj vredne. In sicer, če bi radi ugotovili, koliko je vredno leto, vprašajte študenta, ki ni izdelal letnika. Če bi radi ugotovili, koliko je vredno 9 mesecev, vprašajte mater, katere otrok se je rodil mrtev. Če bi radi ugotovili, koliko je vreden 1 mesec, vprašajte žensko, ki je splavila. Če bi radi ugotovili, koliko je vredna ura, vprašajte zaljubljenca, ki čakata na snidenje. Če bi radi ugotovili, koliko je vredna minuta, vprašajte koga, ki je zamudil avtobus, vlak ali pa letalo. Se je že zgodilo. Če bi radi ugotovili, koliko je vredna sekunda, vprašajte nekoga, ki je preživel nesrečo.
Če bi radi ugotovili, koliko je vredna tisočinka sekunde, vprašajte športnika, ki je osvojil zlato olimpijsko kolajno ali pa unga, ki je bil 4. Če bi radi ugotovili, koliko je vredna ljubljena oseba, ji recite, naj odide. Čas ne čaka nikogar, cenite vsak trenutek, ki ga imate, bodite hvaležni. In prav res je, vsak trenutek, vsaka ura, vsaka minuta, ki jo imamo, kar mimo gre, mislimo, da je samoumevna, pa ni. Ravno zaradi tega je tako zelo pomembno, da svoj čas, svojo energijo vlagamo v tiste stvari, ki so zares nekaj vredne. In sama velikokrat svoj čas usmerjam ravno v knjige, ravno v branje, ker je to tisto nekaj, kar mene osebno napolni. In tukaj v našem studiu, v naši dnevni sobi, smo imeli ničkoliko strokovnjakov, ki so nam opovedali, kako blagodejno branje vpliva na delovanje naših možganov, na levo, desno možgansko polovico, kako dejansko nas krepi, predvsem pa za vse tiste po 60. letu še priporočilo, kar je vrhunska stvar, je ta, da berete na glas. S tem tudi močno krepite svoje kognitivne sposobnosti. To pa je tudi nekaj, kar smo počeli v času mojega izobraževanja na zdravstveni fakulteti, na Soči v rehabilitacijskem centru. Veliko smo torej ravno brali na glas. No, v nadaljevanju pogledamo, kakšne pozitivne učinke prinaša ravno branje. Smo pa vprašali naše goste, ja, tudi o tem, kaj je pravzaprav tisto, kar jih pri določeni knjigi pritegne. Kaj recimo najprej pogledajo? Kaj pogledate najprej vi? No, tukaj so odgovori naših gostov. Vedno pogledam prvo in zadnjo stran, pa si nekako določim vsebino. To me v bistvu pritegne. Kaj na prvi in na zadnji strani, ne? Naslov. Pri knjigi naslov in da je lepa naslovnica, če je tako, nekaj mora biti, da me pritegne. Ali ena barva, ali lahko je samo ena črka, ali en ptiček, ali ena rožica, ponavadi tisto, kaj pa tu, in pol pogledam noter. Von po sveži knjigi, von po nečesem novem in frekvenca pisanja, frekvenca energije. Ja, ta von po novi sveži knjigi te ne pusti nikoli hladnega. Knjige so tiste, ki nas prav zares bogatijo, spreminjajo življenja dobesedno. In ne vem, kaj je vaše čtivo, ampak vaši možgani, vaša duša, vaše telo si zasluži, da preberete kaj več kot črno kroniko. Skratka, stvari, ki vas napolnjujejo. Je pa res tudi to, kdaj ste bili nazadnje v knjižnici? No, dajte mi povedati, kdaj ste bili nazadnje v knjižnici. Ja, sama zelo rada hodim, čeprav imam doma tudi kar nekaj takih in drugačnih knjig. In predvsem smo v naši oddaji govorili tudi velikokrat o pisanju hvaležnosti, kjer pa vi pravzaprav ustvarjate svojo knjigo, lastno knjigo vam. In sicer ravno s takimi stvarmi, ki so v življenju zares pomembne. No, Mirela Smajlič-Zuber, ki je tudi velika ljubiteljica knjigožerka, če lahko tako rečem, nam je zaupala tudi nekaj takih osnovnih informacij o tem, zakaj je dejansko branje knjig tako zelo fajn. Mi pa še pred tem tale trenutek pogledamo aktualna dogajanja. Kajti na dogodkih klepeta ob kavi, ki so tudi potovanja, pa vse te stvari, tudi tam velikokrat izmenjamo kakšne modrosti v tem smislu, ta je fajna knjiga, ta je fajna knjiga, ta je fajna knjiga in tako. Dajmo pogledati, kam vas lahko ta trenutek povabimo in ja, povabimo vas zaradi tega, da se družimo, da se izobražujemo in kajti to je tisto, ki je pomembno. A ste že šli kdaj na klepetovo potovanje? Ja, super je. Sploh za tiste, ki tudi nimate s kom potovati, ker z nami hitro postanete del družine. Kam se odpravljamo tokrat?
na Madžarsko. Na kopanje v zdravilnem geotermalnem jezeru v mestu Hevis obiskali pa bomo tudi samo oskrbno ekoskupnost Krišna Valley. Za koga pa je kopanje v Hevisu še posebej primerno? Za tiste, ki jih pogosto zebe, ki si želijo živeti bolj zdravo, želijo ohraniti vitalnost, delovati preventivno. Za tiste, ki imajo bolečine v rokah, nogah, ramenih, torej v celotnem lokomotornem sistemu. Za ljudi, ki imajo bolečine v sklepih, razna vnetja, revmatoidni artritisi, za ljudi pred in po operacijah, za ljudi z osteoporozo, za starostnike in tako naprej. In komu se bo Krišna Valley še posebej usidrala v spomin? Tistim, ki radi raziskujejo drugačne življenjske sloge, drugo kulturo, ki jih zanima samo oskrba, ki radi dobro jedo, ki verjamajo, da lahko živali živijo v sožitju s človekom brez mučenja, in za ljudi, ki jih zanima prihodnost življenja na zemlji v obliki ekoskupnosti. Tale vikend na Madžarskem bo hitro tu, zato se prijavi in poprosi za program ter ceno na 02 6200 230 ali klepetobkavi.si. Tradicionalno vsak junij že leta odhajamo na najmočnejšo točko Jadrana, na otok Iž. Če ste z nami že bili ali pa ste si vsako leto rekli, no se drugo leto pa res, ja, to je zdaj to. Počitnice za dušo, iz katerih boste dejansko prišli spočiti, sveži, napolnjeni z energijo, ne pa še bolj utrujeni pa izčrpani. Cel teden, delavnice, druženja, tehnike, metode za osebnostno rast, pa veliko smeha in dobre volje. To so počitnice, na katere te pokliče duša, in če te duša kliče, potem pokliče 02 6200 230 oziroma če pogledaš program na www.klepetobkavi.si. Mi poskrbimo za vse, za prevoz, hrano, delavnice. Vi se samo odločite in se nam pridružite na počitnicah za dušo, otoku znanemu kot najmočnejši energijski točki Jadrana, na Ižu. Vabljeni torej na vse naše dogodke. Sploh boste uživali, če greste z nami na Iž, na Ižu. Imamo zraven tudi knjižnico, knjige, ki si jih sposodite, pa potem malo debatiramo, kako kdo kaj razume, pa tak naprej. Drugače pa rada bi z vami delila tale stavek, oziroma tole misel. John Fowles je to napisal. Čim bolj se uveljavlja računalnik, tem pomembnejša postaja človekova osebnost. In se mi zdi, da je temu povsem tako. Preveč smo mogoče za tem računalnikom, za to so tehnologijo, ki pa nas v bistvu odtujuje od sebe, in knjige so vsekakor tiste, ki nas bogatijo na tak in na drugačen način. Dajmo se zdaj spomniti, kaj točno nam je o tem že povedala Mirela Svajnic-Zuper. V bistvu jaz na branje gledam kot na eno orodje, ki ima to možnost, da nas v bistvu ustavi, da nas upočasni, da nas sprosti in umiri. Torej ravno nasprotno od tistega, kar se v bistvu dogaja v vsakdanjem življenju, ko hitimo od jutra do večera in pravzaprav nimamo časa sploh za nič. Branje in nas v bistvu vse to hitenje po eni strani uči nestrpnosti, neučakanosti, nepotrpežljivosti. Branje pa v tem kontekstu ravno obratno nas uči pač potrpežljivosti, strpnosti in doživljanja. O tem bomo tudi kasneje majčkeno govorili. Zadnje čase se mi je pa tudi utrnilo tako to, da branje dejansko vpliva in razkriva evolucijo človeka. V končni fazi tudi znanstveniki so se morali naučiti brati pisavo starih ljudstev, da so razvozlali njihov način življenja takrat, da so dobili vpogled v drugačne svetove in da so nam potem to zgodbo o skrivnosti evolucije tudi povedali naprej. Prednosti branja so ogromne. Branje kot prvo, če povem, branje bogati besedni zaklad in s tem tudi v bistvu povečuje sposobnost izražanja, kar je zelo pomembno v današnjem času. Spodbuja sposobnost kompleksnega in kreativnega razmišljanja, spodbuja domišljijo in vse to je zelo pomembno v bistvu, še posebej v današnjem času, za otroke, ki so izpostavljeni v bistvu ves čas temu dražljajem, ki vplivajo na našo levo možgansko polovico, torej spodbujamo
in racijo, našo desno stran smo pa popolnoma v bistvu pozabili. In branje je v bistvu v tem kontekstu vzpodbuja torej delovanje naše desne možganske polovice in je zato v bistvu to zelo pomembno, da v bistvu nekako enakomerno, da v bistvu je delovanje možganov potem enakomerno. In kadar je enakomerno delovanje možganov, o tem več piše tudi v knjigi Kako živeti v obilju, ko je delovanje leve in desne možganske polovice usklajeno, takrat lahko človek začne uporabljati tako imenovano intuicijo. Ja, sicer intuicije brez tega ravnovesja ni in ravno to je tudi razlog, izgovor, bi lahko rekli, včasih recimo svetovni voditelji, vodje, politiki in tako naprej, so se vsi zraven še ukvarjali s kakšno umetnostjo, se pravi, da so na takšen način lahko uravnovešali možganski hemisferi. Celo Hitler, recimo, se je ukvarjal tudi s slikanjem, izjemne slike je torej delal ravno zaradi tega, da je tudi uporabljal in instinkt in intuicijo in take in drugačne stvari. Ok, mogoče sem dala malo slab primer, ampak dejansko je temu tako tudi Churchill in mnogi drugi. Zato je en krasen nasvet in to tudi počnemo na Bežanskem večeru, da dejansko, ko pridete domov, da plešete in delate neke take stvari, ki so povsem brez nekih pravil, zato da lahko usklajeno uporabljate obe možganski hemisferi ali pa nekaj fajnega preberete. Zdaj, eni rečejo, pa nimam jaz cajta za knjige, pa kaj se je vam zmešalo, pa nimam cajta za osnovne stvari, zdaj sem pa knjige bral, Knjige se ne bere samo na dopustu. Kolikrat ste šli gledati film, pa bi lahko recimo prebrali kakšno knjigo. In Peter Amaleti je dobro zapisal, vzeti si čas je skrivnost življenja. Dajmo si vzeti čas za tiste stvari, ki v življenju imajo resnično neko vrednost in ki so resnično pomembne. Teh stvari ni malo, ni jih pa tudi veliko. Lahko si za njih vzamemo čas in absolutno vzemite v roke tisto knjigo, ki vas pritegne na tak ali drugačen način. Sicer pa, kaj je pa popolna kombinacija za moje pojme? Za moje pojme je popolna kombinacija knjiga in pa narava. Torej, da greste brat ven v naravo, to je pa, več kot to pa ni, jaz pravim temu. In ravno zaradi tega, ker bi vas v oddaji Klepet ob kavi tako radi spodbudili, da greste ven, da se gibate zunaj, da hodite bosi po travi, da preživite čas v gozdu v naravi, smo za vas pripravili tale posnetek, ki pravzaprav govori o tem, kako lahko vi sodelujete ravno s tem, z naravo, z njo, z našo boginjo, materjo. Na kakšen način lahko sodelujete z njo? Dajmo si pogledati v prispevku. Na svet dneva. Že majhen čas, ki ga preživite v naravi, ima velike učinke. Pojdite v naravo, ne glede na vreme. Če dežuje, dajte namen. Naj ta dež z mene spere vse tisto, kar ni v moje najvišje dobro. Če piha veter, dajte namen. Naj ta veter odpihne iz mojega življenja vse, kar ni v moje najvišje dobro. Če sije sonce, dajte namen, da sončni žarki obsijajo vaše telo, vaše celo življenje, da lahko še bolj vidite vse stvari, za katere ste lahko hvaležni. Če sneži, se zavedajte, da je vsaka snežinka unikatna, zato bodite tudi vi, svoji, takšni kot ste, originalni. Če je oblačno, dajte namen, da oblaki odnesejo vse tisto, kar v vaše življenje ne sodi več. In ne pozabiti, tudi če ne vidite sonca, še vedno sije. Zato kljub problemom, izzivom, težavam, boleznim in težkim situacijam v vašem življenju, zasite in site tudi vi.
Krasno, kaj ne da? Pa tako zelo preprosto in veste, ravno o tem je finta. Vse te najbolj preproste stvari so tiste, ki so dejansko najbolj pomembne in tudi tistih najlepših stvari v življenju pravzaprav ne moremo kupiti, kajti enostavno nimajo cene. Pa še ena misel je tista, ki si jo tolikokrat preberem in se povsem strinjam z njo, jo poskušam tudi živeti z razumevanjem. Vsi cvetovi prihodnosti so v semenu sedanjosti. To pomeni, da edini čas, ki ima kakršnokoli vezo in vrednost v našem in vašem življenju, je zdajle. Zdajle, ne čez 5 minut, ne jutri, ne ko boste imeli hišo, ne ko boste odplačali kredit, ne ko vas bo on zmasiral, pa ne ko bo ne vem karkoli, ampak zdaj, tale trenutek. In kam boste usmerili tale trenutek? A boste res še naprej gledali televizijo ali boste šli rej v naravo, pa si boste kakšno knjigo vzeli v roke, ne? To je tisto, kar je bistvenega pomena in Klepet ob kavi ima ravno to poslanstvo. Poleg tega pa, da vse te vsebine, izobraževalne vsebine naredimo dostopne. Dostopne vsem, kajti to so tiste informacije, zaradi katerih lahko mi sami kreiramo bolj kvalitetno življenje, ker a si res želite, da boste živeli 150 nekvalitetnih let ali bi raje dodanili življenje letom, ki jih imate in ki so dejansko pred vami. Na vse splošno ugotavljamo skupaj s pogovorom med vsemi temi našimi gosti, ki prihajajo, več kot 2000 je že bilo, da ljudem manjka predvsem doslednost in to dejstvo, da se imajo radi. Ker če se nimaš rad, pol ti je škoda vzeti si čas za knjigo, pol ti je škoda si skuhati nekaj fajnega, pol ti je škoda, da boš šel na sprehod, vse te stvari, ki so resnično fajn, ampak hkrati pa narediš vse, kar drugi rečejo. Ne, zdaj pa ferti, kar se tega tiče, pejte lepo malo ven, na zrak, na naravo, v naravo in seveda vzemite v roke dobro knjigo. Dobra knjiga je vaša najboljša prijateljica. Ko človeštvo doseže neko kritično maso teme, zla, vsega slabega, pride do tako imenovane katarze.